Pozdravljeni. Najprej bi vas vprašal, a veste, kaj je to mogoče? To so nesmrtne celice, kakršne smo dobili od povsem običajnih ljudi, kakršni ste tudi vsi vi, smo vsi mi tukaj v tej sobi in kakršna je bila Henrietta Lacks in s pomočjo katerih smo potem uspešno pojasnili skrivnosti številnih bolezni, ki jih zato danes znamo zdraviti in zaradi česar je življenje vseh boljše in daljše. In zaradi takšnih zgodb je znanje in znanost gibalo razvoja vsake razvite družbe in to so tudi vse te družbe spoznale. Žal, Slovenija je tudi tukaj krenila svojo posebno pot. Zakaj to pravim? Zato, ker če pogledamo, koliko trenutno naša država namenja za znanost, ugotovimo, da je to približno trenutno še manj kot 80 evrov na prebivalca javnega denarja. In če to primerjamo z razvitimi, je ta vsota vsaj 5-krat, če ne večkrat manjša. Pri tem pa poslušamo kar naprej, da želimo naš razvoj graditi na znanju in na visoko usposobljeni delovni sili. A si vi recimo sploh predstavljate, kam bi prišli, če bi recimo Slovenija trenutno namenjala za znanost? Samo 1% BDP-ja, kar je priporočilo tudi Evropske unije in ki ga dosegajo vse razvite države, pa tudi recimo Portugalska, ker je še nedolgo tega smo rekli, da je Portugalska precej za nami. S tem, kar danes dobimo v znanosti, delamo čudeže, ampak problem je, ko te čudeže postaviš potem ob bok razvitim, ugotoviš, da žal ti čudeži niso več takšni čudeži, ker so čudeži samo na vložek. Koliko časa bomo še lahko nadaljevali, če bomo se tako obnašali do znanosti in do našega znanja? Ampak zavedati se moramo, da ni bilo vedno tako. Že pred 15 leti so bile na srečanju, kjer so razpravljali o vlogi znanja in znanosti v Sloveniji in ki ga je organiziral takratni predsednik Janez Drnovšek skupaj s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, glavne ugotovitve, da bi se morali znanost, šolstvo in gospodarstvo bolje povezati, da bi morali več vlagati v raziskovanje in da bi morali biti ta vlaganja nagrajena z davčnimi olajšavami. Še bolj zgovorni so dokumenti, ki jih je med strateške uvrstila že ena od prejšnjih vlad leta 2011 in jih je sprejel takratni državni zbor. Glede na tedanjo odločitev bi morali že zdavnaj vlagati v razvojne raziskave 1% javnih sredstev, kar bi dodatno dopolnili zasebnimi vlaganji do vsaj 3% BDP-ja. Ampak vse skupaj je šlo hudo narobe in to že takoj leta 2012. Daleč smo danes od teh zastavljenih ciljev. Če ne želimo pasti še globje, moramo to sedaj nujno in čim prej popraviti. Zavedati se moramo, da bomo postali konkurenčni samo, če bomo ustvarili znanju, znanosti in inovacijam prijazno, stabilno in stimulativno okolje, kot ga imajo razviti. V Listi Marjana Šarca se zavedamo, da tu ne gre samo za projekt ene stranke ali pa ene vlade, ampak mora biti to dejansko cilj celotne družbe in tak, ki je naravnan v prihodnost. Razvoj znanosti je namreč enak teku na zelo, zelo dolge proge in kot je nekoč napisal že pokojni Nejc Zaplotnik, obstaja samo pot, cilji pa so lahko samo postaja ob poti. To tudi pomeni dejansko, da je znanje potrebno nenehno graditi in nadgrajevati. Zato moramo nujno čim prej vzpostaviti konkurenčne pogoje dela, ki so primerljivi s pogoji dela v razvitih državah. Pri tem pa konkurenčni pogoji dela niso najprej in samo plače, kot mnogi zelo radi poudarjajo, ampak so to predvsem stimulativno okolje, ki spodbuja k novim idejam. In to, kar je povezano potem tudi z zadostnim financiranjem odličnih raziskav, ki mora biti bistveno večje, kot je danes, potem z vzpostavitvijo sodobne raziskovalne infrastrukture in še čem. In še ko bomo postavili takšne pogoje, bomo ponovno zanimivi tudi za tiste naše raziskovalce, ki zdaj delujejo v tujini, pa tudi za tiste uspešne tuje raziskovalce, ki bi se mogoče videli in prepoznali v našem okolju, pa bi radi prišli. Žal, v danih pogojih le redki pridejo nazaj, za tujce nikakor nismo zanimivi in zato se trenutno ukvarjamo predvsem s problemom bega možganov.
Zato je treba bistveno spremeniti politiko na tem področju, vključno s bistveno prijaznejšo davčno politiko do raziskovalcev migrantov. Obenem pa moramo spodbuditi raziskave in razvoj, ki prinašajo izdelke in storitve z visoko dodano vrednostjo, saj je to ključnega pomena za blaginjo vseh. Če bomo to uresničili, se nam ni treba bati niti za sedanjost in prihodnost naslednjih rodov, niti za dober ekonomski položaj sedanjih ali pa bodočih upokojencev. Če pa tega ne bomo, potem se ne bo zgodilo pa tako, kot tistemu gospodarju, ki je svojega osla ravno naučil, da živi brez hrane, potem je pa tisti osel žval nehvaležna crkno. Hvala.